Medved in klobuk je preprosta pravljica, ki pa izpostavlja nekaj meni kar pomembnih reči. Njen glavni junak je medved, kupi si klobuk. Klobuk je rdeč in vesel in medveda je, ko nosi klobuk, eno samo veselje. Ampak potem pihne veter, ne veš od kod, ne veš zakaj, in medvedu ukrade klobuk. Medved ga lovi, ampak če se še tako trudi, kako boš ulovil nekoga, ki je hitrejši od tebe in ki se ga sploh ne da prijeti? Obupuje. Takrat pa ga k sreči opazijo najprej volk, potem lisica, zajček in miška. In vsi so mu takoj pripravljeni pomagati. Do tukaj lahko rečem, da ta pravljica spominja na ljudsko verižno pravljico. Od tukaj naprej je pa precej samosvoja, mogoče nepričakovana. Namreč veter se tako brezglavo žene, da pihne skozi eno veliko čvrsto drevo in klobuk se zatakne med veje. Veter ga ne more dobiti izmed vej, zato gre in tako vsi ti naši pridejo do klobuka. Medved se zahvaljuje, vesel je, da ga je dobil nazaj. Potem pa ugotovijo, saj ga nismo ujeli samo mi, saj nam je pri tem pomagal tudi hrast. Jaz moram reči, da sem zelo vesela, da se mi je ta hrast pojavil noter v pravljici. Zato, ker se mi zdi, da je za vse nas danes res pomembno, ob vsem tem hitrem tempu, ki ga živimo, in ob vseh izzivih, ki jih vsak dan srečujemo, pomembno, da se po eni strani res sproti odzivamo, da smo aktivni, da znamo odreagirati, da smo angažirani, ampak po drugi strani se mi zdi vsaj enako pomembno, da ohranjamo tudi eno svojo mirno, čvrsto držo, eno svojo stabilnost, eno zakoreninjenost, ne samo impulzivnost, ampak eno večjo premočrtnost in trajnost v ravnanju. In zato sem vesela tega hrasta, ki zame vse to v pravljici je. Knjigo je zelo lepo ilustrirala Ana Zavadlav. Živali so poskočne, dinamične, žive, hrast mogočen. Kako je ves ta tek narisan, si pogledate? Jaz pa lahko rečem samo še to, da lahko gledate naše glavne junake, ampak da se da v knjigi ob njih opazovati tudi mnoge druge drobnarije, recimo ptičke štet, ali pa gledati, kako se drevo skozi čas, skozi pripovedni čas v knjigi spreminja.